Pozdravljeni v oddaji Splet dogodkov tedna. V minulem tednu smo praznovali dan žena in Gregorjevo, spomnili pa smo se tudi dneva mučenikov. Teden je bil poln praznovanj in prijetnega vzdušja. Poglejmo, kaj se je v tem času dogajalo v Sloveniji in po svetu. V Mladinskem kulturnem centru Slovenj Gradec je včeraj potekala okrogla miza o dostopnih volitvah. Govorili so o tem, kako narediti volitve bolj dostopne za vse, posebej za ljudi z oviranostmi. Na dogodku je sodeloval tudi Anton Petrič iz ZDGNS. Predstavil je pogled gluhih in naglušnih ter pomen dostopne komunikacije. Cilj srečanja je izmenjava idej in predlogov za bolj dostopen volilni proces. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije opozarja na prevarante. Po različnih krajih v Sloveniji se pojavljajo ljudje, ki se pretvarjajo, da so gluhi ali naglušni. Ljudi prosijo za denar zase ali za organizacije gluhih in naglušnih. Na zvezi poudarjajo, da s takim zbiranjem denarja nimajo nobene povezave. Policijski sindikat Slovenije je v četrtek pred vlado začel stavko in protest. Opozarjajo, da je policistov premalo in da je njihovo delo prenizko plačano. Pravijo, da to lahko ogrozi varnost države. Od vlade zahtevajo boljše pogoje za delo. V Kopru so v sredo obeležili prevoznost drugega tira Divača-Koper. To je največji infrastrukturni projekt v Sloveniji. Na dogodku sta bila tudi predsednik vlade Robert Golob in ministrica Alenka Bratušek. Na nekaterih bencinskih servisih v Sloveniji zaradi večjega povpraševanja včasih zmanjka goriva. V podjetju Petrol pravijo, da je gorivo običajno na voljo na bližnjih servisih. V MOL pa dodajajo, da se trudijo redno oskrbovati servise z bencinom in dizlom. V torek so se cene goriv zvišale. Liter bencina stane 1,466 evra, liter dizla 1,528 evra, liter kurilnega olja pa 1,159 evra. Te cene bodo veljale do 23. marca. Iran je okrepil napade na ladje ob Hormuški ožini in na naftno infrastrukturo na Bližnjem vzhodu. Zaradi napadov so se cene nafte znova zvišale. O incidentih poročajo iz Iraka in Savdske Arabije. Teheran opozarja Združene države Amerike in Izrael, naj ne napadata iranskih otokov v Perzijskem zalivu. Predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump je na omrežju Truth Social zapisal, da je pomembno preprečiti, da bi Iran dobil jedrsko orožje. Po njegovih besedah je to pomembnejše kot rast cen nafte, ki so se po začetku konflikta močno zvišale. Novi iranski voditelj Modžtaba Hamenej je napovedal, da se bo Iran maščeval za žrtve vojne. Povedal je tudi, da mora Hormuška ožina ostati zaprta. Države v regiji je pozval, naj zaprejo ameriška vojaška oporišča. Varnostni svet Združenih narodov je sprejel resolucijo, ki od Irana zahteva, naj preneha z napadi na arabske sosede. Za resolucijo je glasovalo 13 držav.
Rusija in Kitajska sta se glasovanja vzdržali. Resolucijo je podprlo tudi 135 držav, med njimi tudi Slovenija. Športna zveza gluhih Slovenije in DGN Ljubljana sta v Bit Center hotelu v Ljubljani organizirala državno prvenstvo gluhih v badmintonu. Pomerili so se igralci iz 7 društev. Državni prvak je postal Miha Jakovčič iz MDG Ljubljana, državna prvakinja pa Sabina Radovanović iz DOOS Celje. Čestitke vsem tekmovalcem. Jutri bo v Grižah pri Žalcu potekalo državno prvenstvo gluhih in naglušnih v šahu, in sicer posamično in ekipno. Srečno vsem tekmovalcem. V Poreču na Hrvaškem se je 9. marca začelo Evropsko prvenstvo gluhih v futsalu, ki bo trajalo do 22. marca. Pri moških tekmuje 8 ekip, pri ženskah 6. V hrvaški ekipi igrata tudi slovenska igralca Žiga Bedenik in Viler Jović. V mestih Milano in Cortina d'Ampezzo v Italiji potekajo zimske paralimpijske igre 2026. Slovenijo zastopata Jernej Slivnik in Tabeja Dovžan. Jernej je v superveleslalomu osvojil 18. mesto. Tabeja je prva Slovenka na zimskih paralimpijskih igrah. V sprintu v klasični tehniki je osvojila 17. mesto, na tekmi na 10 km v klasični tehniki pa 11. mesto. Čestitke obema. V okviru pobude Prispevaj Kretnjo, ki jo pripravljata Mastercard in Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, bo danes ob 20. v City Teater BTC v Ljubljani premiera gledališke predstave 100 pa roka. To je prva slovenska inkluzivna predstava o razumevanju financ. Jutri bo od zahoda oblačno s plohami in možnostjo nevihte. Na vzhodu bo sončno in suho, ponekod tudi malo vetrovno. V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Več sonca bo proti vzhodu. Možne bodo plohe, predvsem na zahodu. V ponedeljek bo povsod oblačno, padavine se bodo širile od severa, veter bo severovzhodni, na Primorskem bo burja, čaka nas ohladitev. Meja sneženja bo do okoli 900 metrov. In zdaj še kretnja tedna. Gregorjevo. Kreta se tako. Praznujemo ga 12. marca, ko obeležujemo prihod pomladi in začetek novega delovnega leta za kmete. Po ljudskem izročilu se na ta dan ptički ženijo, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci. Lepo se imejte in se vidimo prihodnji teden.